Dober dan. Dobar dan. Dan. Jaz sem pa slišal, da se pri vas ukvarjate s čiščenjem preprog. Ja, tako je. Ja. In zato so vam tole prinesla, ker ona se skozi nekaj pritožuje nad pršicami, pa alergija, pa to. Ja, sem prav. Aha. So, ne? Ja, po vsej verjetnosti so pršice noter, lahko je pa še marsikaj drugega, prah in tako dalje. A ste mogoče kaj sama poskušala doma čistiti? Ja, videla sva doma že eno peno, ki sva prav kupila, sva nekaj drgana, sam ne vem, jaz se zdi, da je še vedno isto. Tudi to je lahko vzrok, ker se lahko s to peno razne pršice dvigujejo v zrak in to ni dobro zdihala. A ja? Svetujem. Kako pa pravzaprav postaneš ekspert za čiščenje preprog? To je bila lahko dolga zgodba, sem pri nas je bilo pa recimo tako, da smo z enega starejšega gospoda kupili stroje, se pri njih kakšno leto učili njihove tehnologije, se pravi, kako je on čistil, potem pa z leti izkušnje, leta in leta. Bolj kar traja. No, zdaj pa, če mi poveste, kakšna je pa pol vaša tehnika pranja preprog? Pri nas gre postopek približno takole. Preproga gre najprej na temeljito iztepavanje, da se vsi trdi delci, vse prah in pršice delno odstranijo, potem gre pa na ročno pranje. Se pravi, šamponi za njego, recimo volne posebej, za svilo posebej in tako naprej, velika količina vode, potem se preproge posušijo, skrtačijo in razni detajli, vsake preproge v glavnem se prilagajamo posebej. Aha, tako. Pa perete tudi kakšne take zelo vredne preproge, tako mislim? Ja, tudi. So recimo svilene, ki smo tamle za hrbtom, so precej vredne preproge, te treba biti posebej pazljiv. Tudi 100 let stare, recimo tamle za vašim hrbtom, en ostank 100 let stare preproge, tudi preko 100 let, ja. Imate dejansko opravka z veliko starimi preprogami? Ja, v glavnem, veliko starih preprog na svetu enostavno ni, ne. V glavnem je veliko novih preprog, se pa vmes pojavljajo kakšne tudi zelo stare preproge, seveda. No, kaj bi se pa dal glede tega mojega problema narediti, ker jaz sem dejansko alergična na pršice, čeprav meni ne verjamejo. Pa ne vem, a bi se dal to, če bi mi da s kakšnim posebnim zdrževanjem se dal to kaj preprečiti? Je tako enostavno, če bomo pri nas to preprogo oprali, imate pred pršicem 100% mir. Aha, no, pa bova kar. Imate 3-4 leta, komu to uporabljate, doma pa je enostavno samo navaden sesalec, noben iz tistih kakšnih specialnih dragih sesalcev, vsakodnevno sesanje če zadošča, pa ne na 4 leta pa pranje, pa to je to. Imate vi kakšne naslednike, ki bi prevzeli ta poklic pol za vami? Se kdo zanima za to delo? Ja, tukaj okrog mene imam kar nekaj, ne? Jaz mislim, da bo kaj iz tega. Zaprav so vsi zainteresirani, da bi se pol s tem tudi ukvarjali? No, zainteresirani ne vem, če so, ampak trudijo pa se. To je fajn. On mi pomaga, recimo, pri delu. Včeraj tudi že veliko ve. Doma je tudi celo mladost preživel na oknu in gledal, kako se perejo preproge in obvlada cel postopek obvlada. Včeraj se uči, zdaj tudi že malo popravila preprog, bom poskušal še na tem področju, upam, da bo kaj iz tega. Kaj pa tebi, recimo, se zdi to tudi zanimiv poklic? Se ti je všeč ukvarjati s tem? Ja, v bistvu jaz, moja mladost nekako ni bila povezana s preprogami, izhajam bolj iz parketarske družine, ja, ampak tukaj pri Nepcih sem pa nekako zljubil te preproge. Tudi njihov dom je ves posud s preprogami in imajo nek posebno toplino dajo domu, en čar in všeč se mi je ukvarjati s preprogami, ja. Pa se ti zdi recimo to delo kdaj težko, recimo, ko opazuješ? Se ti zdi, da je to lahko naporno, da zahteva od tebe? Naporno ni, je pa zelo zanimivo. Predvsem to, vsak dan se nekaj novega naučiš, ker vsaka preproga je tako kot slika, vsaka je drugačna in ja, vsakič nekaj novega vidiš v preprogah, nekaj novega se naučiš iz njih. Torej, slišal sem, da se ukvarjaš z umetnostjo, ne? Ja, ful me zanima umetnost. Pa lahko v tem poklicu najdeš kaj, da bi lahko razvijala to svojo umetniško žilico še naprej? Ja, v bistvu je kar nekaj stvari, najbolj me pa vzorci zanimajo, pa v preprogah različni, ker je res velik, ne. Pa se da to super povezati, da ti pač to svojo umetniško ustvarjalnost bi lahko združila s tem poklicem? Ja, v bistvu na en način lahko, ne, ker bi lahko te vzorce kamorkoli prenašala, lahko potem, ne vem, veliko se lahko naučim iz tega, lahko jih tudi prepoznavam zelo dobro. یه تکنیکی بود در سابق بودش الان تکنیک‌ها فرق کرده در قدیم فرض شد
با چوب‌های بلند ضربه می‌زدن که این به اصطلاح خاکش بیاد بیرون. بعد با یه وسایلی بودش که به اسم بیل با دست می‌شستن اینا رو. ولی الان تغییر کرده، با وسایل مکانیکی خاکو میگیرن، ولی شستن همون هنوز با طریق دسته و به صورت بیو، بدون شیمیایی برای فرش اصلا چیز خوبی نیست. خب فرش رو وقتی اون خاک که درش وقتی بیرون کشیدن، اینو توی جای مسطحی پهن میکنن، بعد با شیلنگ‌های آب خالص میدن بهش و چند نفر با یک بیلایی دارن اینا رو به اصطلاح به هم میزنن. از صابون و سرکه استفاده میکنن. No, evo. Ena, pa zakaj moram zmeri jaz ena metati, no? Pač le, a veš, s polževo hitrostjo, počasi se daleč pride. Ma ja. Le, jaz rabim 1, 2, 3, 4. Glej in se uči. Ma ne verjamem, da boš 4 vrnil. Kaj ne verjameš, kaj ne verjameš? No, dej. Meni vidno rata, Luka, nisem jaz ti. No, glej. Pa 4. Kaj sem ti rekla? Pa daj, zakaj moš? Kje si ti budala, Luka? Zakaj? Zakaj? Zdaj moramo spet vse od začetka. Oprosti, no, pa nisem mislil tako. Pa ti si neumen. Koga pa kličeš? Ja, čistilnico, da nama bojo preprogo spucali. Aha, ja, točno. Joj, Luka. Halo? Ja, a sem jaz dobila čistilnico za preproge? Aha, no, super. Tle imava eno preprogo zapacano s kakavom. Aha, lahko pripeljava takoj. No, super, hvala. Svenje? Svašta. Dej. Kaj? Je noč dej umakniti, pa bova pač. Ok.